Tukaj si, v naši sredi ti, slavimo te, slavimo te. Tukaj si, delaš tu in zdaj, slavimo te, slavimo te. Tukaj si, v naši sredi ti, slavimo te, slavimo te. Tukaj si, delaš tu in zdaj, slavimo te, slavimo te. Potutiraš, čudeže delaš, zvesto obljubam, luč si v temi, moj Bog, to si ti, moj Bog. Potutiraš, čudeže delaš, zvesto obljubam, luč si v temi, moj Bog, to si ti, moj Bog. Tukaj si, srce dotika se, slavimo te, slavimo te. Tukaj si, zdravi srca nam, slavimo te, slavimo te. Tukaj si, življenje spremeniš, slavimo te, slavimo te. Tukaj si, celi srca nam, slavimo te, slavimo te. Potutiraš, čudeže delaš, zvesto obljubam, luč si v temi, moj Bog, to si ti, moj Bog. Potutiraš, čudeže delaš, zvesto obljubam, luč si v temi, moj Bog, to si ti, moj Bog. To si ti, moj Bog. Gospod, to si ti. Obriše solze vse, ozdravi zlomljene, ti odgovor si na vse. Jezus, obriše solze vse, ozdravi zlomljene, ti odgovor si na vse, na vse, Jezus. Potutiraš, čudeže delaš, zvesto obljubam, luč si v temi, moj Bog, to si ti, moj Bog. Potutiraš, čudeže delaš, zvesto obljubam, luč si v temi, moj Bog, to si ti, moj Bog. Tukaj si, dotikaš se vseh nas, slavimo te, slavimo te. Daješ nam, kar potrebujemo, slavimo te, slavimo te. Praznični mir. Poglejmo v tem adventnem času še nekaj, kar je bilo posebej poudarjeno ob Jezusovem rojstvu. Slava Bogu na višavah,
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Ljudem, ki so deležni Božje naklonjenosti, bodo doživeli mir. Lahko bi tudi rekli, ljudje, ki so odprti za Boga, bodo deležni njegovega miru. Mir je večna tema človeštva. V času Jezusovega rojstva je Rim doživljal Pax Romana, rimski mir. Pax Romana je bilo dolgo obdobje relativnega miru in minimalne širitve rimskega cesarstva z vojaško silo. Toda to je bilo obdobje zunanjega miru, ki ga je rimska oblast izbojevala in vzdrževala. Mir, ki je bil razglašen ob Jezusovem rojstvu, pa ponuja Bog in ne človeška oblast. Hvala Bogu za vsako človeško oblast, ki je vzpostavila zunanji mir. Mir, ki pa je razglašen ob Jezusovem rojstvu, je globlji, notranji mir, mir duha in duše, ki ga je odrešenik razodel ali želi razodeti v človeškem srcu. Kajti, dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah, imenuje se čudoviti svetovalec, močni Bog, večni oče, knez miru. Ena od resnic, ki je bila razodeta, kdo se je rodil, je bila resnica, da je Jezus knez miru. Kaj je obljubljal svojim učencem? Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem, ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Kje je danes mir, ki ga je oznanjalo razodetje ob Jezusovem rojstvu? Kje je obljuba, ki jo je dal Jezus? Mnogi se zgražajo in sprašujejo, kje je ta mir? Mnogi so zmedeni, negotovi in celo prestrašeni. Covid situacija je vzela nekaterim še tisto malo miru, ki so ga imeli. Vse več ljudi je v notranji stiski, razočaranju, tesnobi. V naši notranjosti se odvija prava borba, ki je vse drugo kot mir v srcu. A je Jezus samo nekaj obljubljal, kar je daleč od realnega življenja? Ali je sporočilo mir ljudem na zemlji, ki so mu po volji samo neki mit, ki se je razvijal skozi tradicijo? Mir, ki ga prinaša Jezus, je drugačen od miru, ki ga daje ta svet. Prebrali smo že Jezusovo obljubo. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem, ne dajem ga, kakor ga daje ta svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Jezus je poznal duhovno situacijo svojega časa. Na eni strani se je rimska oblast trudila, da vzdržuje zunanji mir med izraelskim ljudstvom, toda v mnogih srcih je vrel nemir. Če pogledamo današnjo situacijo, se vedno nekatere stvari ponavljamo. Ko dosežemo nek zunanji mir, na primer imamo službo, družino, hišo, to, kar smo mogoče v življenju sanjali, in potem naenkrat vse razpade. Slišimo, prišlo je do ločitve, družina je razpadla, starši se prepirajo
kako si bodo razdelili imetje, pri kom bodo otroci, začne se dobesedno kalvarija. Jezus ve, da zunanji mir ni dovolj. Potrebujemo notranji mir, ki pa ga lahko da samo Bog. Pavel zelo dobro opiše, kaj se dogaja v naši notranjosti. Če hočete, v najglobjih kotičkih naših misli, srca. To so stvari, o katerih nočemo govoriti, se jih želimo izogibati, nočemo priznati, čeprav se jih zavedamo in dejstvo je, da imajo močan vpliv na našo psihično počutje. Sicer pa so dela mesa očitna. To so nečistovanje, nečistost, razuzdanost, malikovanje, čaranje, sovraštvo, prepirljivost, ljubosumnost, jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva, nevoščljivosti, pijančevanje, žretje in kar je še takšnega. Pavel govori o delih mesa, grški sarks, govori o naši negativni plati, ki škoduje našemu življenju, uničuje naš notranji mir. V tem kar dolgem spisku negativnih dejstev, poglejmo zaradi omejitev časa samo nekatere. Prepirljivost. Tukaj je uporabljena grška beseda eris, ki pomeni prepiranje, izzivati, povzročati napetosti, neenotnost, bitko za moč nad drugim. Ljubosumnost, grška beseda zelos, pomeni prezir, ljubosumnost na nekoga, ki je spreten, uspešen. Sovraštvo, močno čustvo nenaklonjenosti, odpor do nekoga, navadno združeno z željo škodovati mu. Mislim, da je dovolj naštevanje, saj nam lahko kaj hitro postane jasno, da so to negativne stvari, ki prinašajo in nemir in uničujejo naš mir. Naša dejanja nam prinašajo srečo ali zlo, mir ali nemir, blagoslov ali prekletstvo. To je temna plat človeštva, s katero se ukvarjajo antropologi, teologi, sociologi, psihologi, da bi ji prišli do dna. Celo apostol Pavel je izjavil: ne delam namreč dobrega, ki ga hočem, marveč delam zlo, ki ga nočem. Takšno življenje je polno vznemirjenja v naši notranjosti. Poglejmo zdaj praznični mir, pomoč od Boga. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Ta ponudba velja tudi danes, še posebej mogoče v tem prazničnem decembru. Jezusova obljuba ima še vedno moč. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Bog želi iz temne plati, vznemirjenosti, strahu dati svoj mir in še mnogo več. Sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje.
Zoper teh stvari ni postave. To je življenje, ki ga želi napraviti Bog v našem življenju. Dober značaj. Pozitivne stvari se na prvem mestu ne oblikujejo z moralno disciplino, prizadevanjem, temveč je sad duha, delovanje Boga v našem življenju. Jezus dejal, jaz vam dajem svoj mir. In eden od sadov je mir. Grška beseda erjene pomeni notranji spokoj, zadovoljstvo, ki temelji na spoznanju, da je oseba v urejenem odnosu z Bogom in da ima Bog vse pod kontrolo. V bistvu se je Jezus rodil, da ponovno vzpostavi odnos med Bogom in človekom. Radost, grška beseda čara, je močan notranji občutek radosti, ki ni odvisna od okoliščin, ampak temelji na Božji ljubezni, milosti, blagoslovih, obljubah, ki so v bližini vseh, ki sledijo Jezusu. Dobrotljivost. Oseba dela to, kar je v dobrobit in korist drugih. Lahko bi še naštevali, kaj je sad duha, iskrene hoje z Bogom. Toda zaustavimo se tukaj. Kako prijeti mir od Boga? Jezus je povedal, prosite in vam bo dano. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. To je korak odločitve. Ali želim mir od Boga? V tem se moramo ponižati, priznati svojo nemoč in prositi Boga za pomoč. Obljuba Jezusa je, da bomo dobili, da se nam bo odprlo, da bomo našli. In tukaj ni mišljen nek velik napor, ampak odprtost do Boga, da lahko to On stori v našem življenju. Sad duha je nekaj, kar mora rasti v našem življenju, in to velja tudi za mir. Zdaj pa tako govori Gospod, tvoj stvarnik, o Jakob, tvoj upodobljevalec, o Izrael. Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu, moj si. Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj. Ko čez reke, te ne poplavijo. Ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal. Saj sem jaz Gospod, tvoj Bog, sveti Izraelov, tvoj rešitelj. To je starozavezna obljuba za izraelsko ljudstvo, da je Bog z nami ali da je Bog z vsemi, ki želijo njegovo pomoč, vodstvo, zaščito in mir. Izzivi v življenju, naši sebični motivi, težke okoliščine vedno pritiskajo. Toda Jezus ali Božja beseda nam obljublja, da bo On z nami, ko bomo šli skozi neurja, ko bomo šli skozi ogenj. In mogoče v tem predprazničnem in potem tudi prazničnem decembru oziroma praznovanju svojega rojstva. Mogoče tvoje okoliščine, mogoče
Tvoj nemir srca bo daleč od tega, da bi doživljal en mir od Boga. Mir od Jezusa, katerega obljublja, katerega daje. In naj bo to priložnost, da Bog svoj mir razodene v tvojem srcu. Seveda bodo prišle težke okoliščine, kot tukaj že prerok Izaja v Stari zavezi govori, gremo skozi neurja, gremo skozi ogenj. In vse to nam govori, da rabimo Božjo pomoč, da nas Bog pelje skozi in da razodeva svoj mir, svojo moč, svojo zaščito, da se mi lahko veselimo in da sad in tudi mir raste in se razvija v našem življenju. Zato naj bodo ti prazniki trenutek radosti, blagoslova, moče tudi izzivov, kajti Bog je z nami in On želi dati svoj mir in ga razodevati v naših življenjih. Lahko zaključimo z molitvijo. Bog, hvala ti za tvojo milost, za tvoj načrt. Jezus, hvala ti, da si prišel na ta svet, da si nam razodev in obljubil, da ti daješ svoj mir. In mi te prosimo, in Jezus, jaz te prosim, oče, še posebej, ki so v tem prazničnem, adventnem času nemirni, Gospod, in je strah v njihovih srcih. Pomagaj, da svoje srce odprejo tebi, da doživijo tvojo milost. Gospod, pomagaj nam, da tudi te temačne, Gospod, globine, ki se velikokrat skrivajo v naših srcih in nam kradejo mir, predamo tebi. Te prosimo odpuščanja in novo moč in mir, ki prihaja od tebe, naj izpolnjuje naša srca in življenje. Jezus, to te prosimo, v tvojem imenu. Amen. Blagoslovljeno nedeljo in veliko Božjega miru v tem adventnem času. Amen.